Zdaj pa, če mogoče še pogledamo sekundarno mikroplastiko, ki smo rekli, da nastane takrat, ko mi, bomo rekli, neprimerno odložimo ali odlagamo plastične izdelke oziroma tudi plastične odpadke. In ti se pod vplivom različnih fizikalno-kemijskih procesov, pod vplivom UV-sevanja drobijo, preperevajo, razpadajo. Glede na to, kakšna je lahko, če gre za, na primer, polsintetični material, lahko tudi prihaja do razgradnje s pomočjo mikroorganizmov, in ti manjši delci, ki pri tem nastanejo, se pa imenujejo sekundarna mikroplastika. Zdaj, mogoče še tukaj pri sekundarni mikroplastiki omenim še to, kako vi lahko v svojem domačem okolju prepoznate, na primer, da je nek plastičen produkt, izdelek, ki ga uporabljate, mogoče že odpadek in da je že prišlo do razgradnje. Ne vem, to pomeni, če se zunanjost tega izdelka skrha, da se zmanjša mogoče sama masa, da se izgubi sploh uporabna vrednost, torej mehanske lastnosti tega produkta, da se razbarva, porumeni, da barva zbledi, da se te tipične lastnosti izdelka spremenijo, da nastanejo kakšne razpoke, da postane, da dobi izdelek tak kredast videz. In to so vsi znaki, da že prihaja do razgradnje izdelkov, zaradi, bomo rekli, odlaganja ali, odlaganja v okolju. Morda še samo to, raziskave, bom rekla, 2 raziskave izpred nekaj let so pokazale, da med vsemi sekundarnimi viri, torej sekundarna mikroplastika, največ prihaja iz odpadkov na splošno, torej odlaganje plastičnih odpadkov na splošno. Ogromno sekundarne mikroplastike nastane iz odpadne ribiške opreme, ribiških mrež, in pa tudi na splošno obraba na odlagališčih, reciklažnih mestih in tudi objektih. Zdaj, mogoče samo kot neka neuradna napoved, ko bomo govorili o mikroplastiki v urbanem okolju, v industriji, bomo poskušali pridobiti tudi gosta, ki ima izkušnje z ribiškimi mrežami in pa reciklažo, torej najlona, ki se v tem sektorju močno uporablja, tako da mislim, da se bomo k tej tematiki še vrnili.